sva prišla na Šrilanko na potovanje in danes smo v bistvu prvi dan tukaj. Tle vsi ful trobijo. To sva opazila zdaj v 15-20 minutah vožnje od letališča, ja. Vožnja njihova je tudi tako. No, tako. Ja, danes je 20. januar in ura je pa po moje ene pol 11, nekaj takega. Stavili smo se trenutno na eni kavici, na sadju, smutiju, lih toliko, da nekaj damo vase in potem nas pot pelje naprej v sirotišnico slonov, ko mi čakam. In to že prvi dan se nam začne takole res na polno. Jaz upam, da bo vse tako, ka more biti, no, sigurno bo. In ja, greste z nami. Katja bo kar na poti tola zmogla video. Ona si je takole mene vrgla stran na sosednji zic in gremo. Pa gremo. Pa druga bo šla. Kako so luškani. Pripravljajo se, da grejo v reko se kopati. Joko, je vodak! Ja, more, že tak slučaj. Pozdrav v Slovenijo! Zdravo od Slovenijo! Evo nas, malo smo se ustavili v samopostrežni trgovinci vzadnji za mano in zdaj smo na poti v hotel. Mislim, da gremo danes v prvi hotel Fresco Water Villa v Dambuli. Tako da ja, jutri imamo pa v planu vzpon na Levjo skalo in pa ogled templja. Tako da skupinca naša. Evo nas, prvi hotel, Water Villa, Fresco Water Villa, takole zgleda, koji krapi zaklemna, super. Najprej so stopničke, prideš na terasico in zdaj sva malo razprla ta vrata. Evo, posla, mini TV, tlele se bom jaz zjutraj namazala, takole, neke čaje, pa kavico mislim, da ti tam dajo in pa kopalnica. Kaj je v bistvu ful ogromna, o Madonna. Slone smo videli v sirotišnici, ampak najjači del je pa, kaj jih dol pripeljajo sred ulice. Sicer ta sirotišnica se sliši tako, sirotišnica, ampak ni to hudo, kukaj. No, povej. V tej sirotišnici so v bistvu sloni, ki so tako ali pa drugače. V divjini te sloni ne bi preživeli sami. Tako. Tako ali pa drugače so ali poškodovani, ali so stari in imajo pač večje možnosti za preživetje v tej sirotišnici, kakor pa pač v naravi. Evo, za nama je pa fant, prinesel še najno ročno prtljago. Tako da to je to. Danes smo tukaj, pa jutri tudi še tukaj spimo. Tako da ja, se bom mičkaj razpakirala. Tako da to je to. Zdaj pa uživamo dalje. Nekaj bomo šli pa zdaj naprej, so pa ti ogromni vrtovi, v bistvu z bazeni, s potkami.
med potjo, ko pridemo na pol poti pri vzponu galerije, 140 metrov poslikav stenskih iz 5. stoletja. Mi se zdaj povzpenjamo na Sigirijo. To je po domače rečeno levja skala. Vam jo pokažem za nami gor. To je v bistvu druga prestolnica bila na Šrilanki in je, kakor nam je vodič povedal, pod UNESCO zaščito. Tako da zdaj nas čaka kar tak manjši pohodek in ja, da vidimo razgled vzgoraj. Evo, mi smo na vrhu. Koliko stopnic je bilo? Milijon. Ogromen stopnic, tako da je ena taka mini vadba. Oske stopnice, ker so baje imeli zelo mehne nogice. Zato naše nogice. Ja, v zadnju vidite razgled, še malo okol. Lahko še krajša stopnička. Snimaš? Grem počas dol. Pomahi malo. Evo, mi smo zdaj v Polo Naruvi, to je v bistvu ta glavna, kako bi rekel, glavno tako mesto, kjer je ta kraljeva palača, je tako? Tako. Zdaj tukaj je eno ogromno jezero. Na tej strani so rižava polja, ampak bo to lažje posnet z dronom, ki ga Klemen že pripravlja, tako da par dron shotov sledi v nadaljevanju. Evo, zdaj smo v tej kraljevi palači, ki je sicer že precej zrušena oziroma predvidevajo, da je bilo drugače 7 nadstropij. Zdaj, kakor vidite, je več ali manj vse do spodnjega, do pritličja. Zelo je vroče, zelo je vroče, ampak v senci je pa valjda boljš. Klemen ima pa hlačico. Vzela eno res hudo zadevo za tukaj, da se ful prav pride. Je pa tako, da smo se mogli preobleči, zaradi tega, ker je to znak spoštovanja, da se pokrijejo kolena in pa rame, tako da se pač ne kaže gole kože na teh področjih. Yep. Danes me smečkam bolj slab glas, tako da bom malo bolj potih mogla govoriti, jaz upam, da se me bo slišal. Ok, bom probala kaj povedati. Torej, danes smo v enem izmed najstarejših templov na Šrilanki, tle smo v Dambuli. In budisti imajo v bistvu navado, da ko pridejo molt oziroma se pokloniti Budi, da bolj kot ne prinesejo kakšno cvetje, sadje, riž, ne toliko denar in podobne stvari. In v bistvu vse to je potem gre v bistvu k tem menihom, ki so v teh templih in samostanih, tako da se s tem oni v bistvu potem preživljajo oziroma prehranjujejo. Tako, tule vzadi za nama je že en del, gremo pa še malo naprej. Te templi so vsi v jamah? Ja. Templi so teli tle danes, kjer smo, so v podzemnih jamah, tako da bomo tudi noter šli verjetno in en krog naredili.
Drugač Zlati tempelj se to imenuje, zato ker so kipi Bude pač z zlatom, kako bi rekla, ne pobarvani, ampak zlato je gor obloženo, no? Pozlačeni so tako. V glavnem. Je pa drugač 80 takih jam po Šrilanki. Tole pa zgleda to iz odzunji, tale jama, tale skala. To je kompletna dolžina tega templa, v bistvu v naravni skali, a ni? Ja, v glavnem hodila sem reči, da je 80 takih jam po Šrilanki, ampak samo 5 se jih pa lahko obišče, ker so vse ostale v džungli in so načeloma nedostopne za turiste. Ja, tako kot sva že rekla, tukaj je ta Zlati tempelj, se mi zdi, da je ta tudi najstarejši od vseh. Meni se zdi, da je to rekel naš vodič. Tako. Katja je danes malo boga. Majčkano me glas matra. Je glas pošel. Katja danes ne more niti prav veliko govoriti kot vmes. Naša naslednja destinacija je zdaj trenutno Lokarna Tržanica. Malo pokažemo. To je tukaj kao varianta BTC-ja. To je pri nas BTC, je pri njih. To je pa njihov BTC. Coriander, anise, cumin, cinnamon, clove, cardamom, curry leaves, 7 spices. Now he will make the curry powder. Okay. Klov je klinček. To je kari, ja? Kari prav. Danes je sreda, odpravljamo se iz tega lepega hotela, ki je bil res lep. Zajtrk in večerja, vse, kar smo imeli noter, je bilo super. Danes imamo v planu videti plantaže čaja. To je bila zelo lepa področja na Šrilanki. Tam bova s Katjo probala narediti ene par šotov z dronom. Katja je danes še zmer ful boga, tako da prav veliko ne more govoriti. Pa bova se zraven sred dneva malo javljala vsake to. And see the final production. And once remove this wax, we must cut it. It can be reused. It becomes like this, it can be reused more. And here we make one difference between traditional handmade batik and the printed one. Nova destinacija. Stavili smo se v botaničnem vrtu, kjer je več kot 2000 različnih dreves iz celega sveta. Ta botanični vrt je v bistvu zelo znan botanični vrt na svetu, ni pač tako karen in tudi ful lep, kakor se da zdaj videti. Za nama je en tak dolg pas, v bistvu izgleda to kot en drevored nekih palm.
danes je zadnji dan tukaj. Majčkeno je to zdravje zafrknilo, ampak sva vseeno uživala. Šrilanka je res lepa, pač fantastični ljudje, res narava, ni da ni. Danes gremo še na jug pogledat eno baje ful lepo mestece, pa te slavne ribiče na palcah oziroma na kolih, ali kakorkoli jim rečejo, no. Plus Matjaž je rekel, da gremo mogoče, če bo čas, za ene pol urce na plažo, tako da bomo že danes skakali v vodo. No, jaz ne, Klemen, bova videla, jaz se bom prišparala za Maldive, ker danes večer že letimo tja in jutri zjutraj se že kupava tam. Jej, ko mi čakam. Meni se pa glas tudi počas vrača, no tako. Evo, takole, moj glas se zelo počasi, ampak vztrajno vrača. Tole je v bistvu zdajle še zadnji sprehod, kako bi rekla, po Šrilanki, ker odhajamo nazaj na letališče in potem na Maldive. Tako da tele sva se majčkeno okrepčala s pomfrijom, ki ga nisva zdajle jedla zelo dolg. Ja. Teli tuk-tuki so, mislim, kako tle vozijo, to je pa ludo. Res, če imaš slab želodec, Šrilanka sigurno ni zate, vsaj ne po cesti. Ampak okej. V glavnem, ja, nič, to je to. Kako si se imel, baby? Odlično. Res je, mislim, tale zdravje nama jo je majčkeno zagodil, ampak nič tazga. Bova se zdaj pozdravila. Ja, na Maldivih, na soncu, v vodi. Ampak hodila sem reči, no, da Šrilanka je res, skorda res kot raj na zemlji, no, pač. In narava, kakor sem že prej rekla, že zjutraj narava, ljudje, ni da ni, ful dober. In vsekakor priporočava potovanje. Naš vodič, Matjaž, z Palme, je pa 1A, res. Svaka čast Matjažu, ker, mislim, obvlada. Res, odlično odvodeno. Klemen je lih prej rekel, vsako vprašanje, ki ga vprašaš, ima dan ga odgovor, čisto vse.